Združenje slovenskih in hrvaških gasilcev, odprta vrata Pirnič, pred referendumom o arhivih, o položnicah Voke tudi na seji, Abraham smleških pritrkovalcev, pestro kulturno dogajanje, naši prstometaši nepremagljivi. Dober večer in lepo pozdravljeni. V Zbiljah so vikend izkoristili za krepitev odnosov med Slovenijo in Hrvaško. Bolj natančno odnose sta krepili Slovenska in Hrvaška gasilska zveza, ki sta takšno srečanje izvedli že 16-tič. Gre za tradicionalno srečanje, kjer tekmujejo ekipe mladincev in mladink iz obeh držav. Gostitelji pa so poskrbeli za številne obstranske dejavnosti, ki so popestrile sobotni dan. 21 ekip iz Slovenije in Hrvaške se je zbralo na sobotnem mednarodnem srečanju, ki so ga letos gostili v Zbiljah. Prostor ob Zbiljskem jezeru se je za en dan spremenil v pravo tekmovalno središče. To pomeni druženje naših najmlajših, pokazati, bojo probali, kaj so se naučili, izmenjali izkušnje. Torej, to ni samo srečanje, to ima globok pomen in vzdržujemo to tradicijo in vsako leto se dobimo izmenično enkrat v Sloveniji, Hrvaški. Ali to nije klasično natjecanje, više je želja za zajedništvo, za druženje, da se upoznaju, da se zaljube i da onda stvaraju tako dobre odnose za budućnost hrvatskog i slovenskog vatrogastva. Ekipe so tekmovale zgolj v vaji z ovirami v dveh kategorijah, mladink in mladincev. Sledile so še vodne igre, kjer so se mladi gasilci zelo zabavali o prenašanju vode in opravljanju različnih nalog, ki so osvežile tekmovalce. Priprave na tekmovanje so bile različne. Vadili smo vsak dan, skoro. Potem smo se tudi pripravljali na družabne igre, ki smo vedeli, da bojo malo smo probavali. Potem redno smo se dobivali in se srečevali in tako. Namen druženja je bil jasen. Prav gotovo je druženje in prijateljstvo prvo, potem so šele taka tekmovanja in pa to srečanje je verjetno eno izmed njih, katero bo pripomoglo k poglobljenemu prijateljstvu in sodelovanju med državama. Gostje iz Hrvaške takšna druženja zelo spodbujajo in po besedah poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Ni pa to samo za mladino, je tudi za vodstvo Gasilske zveze Slovenije in pa Gasilske zveze Hrvaške. Se redko kdaj doživimo, da se oba predsednika in oba poveljnika srečata na raznih prireditvah, to je redkost. Čakanje na rezultate so popestrili z igranjem odbojke, vožnjo s čolni in prikazom dela policijskih psov. Poleg vaj poslušnosti so prikazali še iskanje eksplozivnih delcev in razorožitev napadalca. Takšni prikazi so prava redkost, zato so si jih gledalci z zanimanjem ogledali. Po nestrpnem čakanju so podelili medalje in pokale najboljšim ekipam. Slovenci smo kot dobri gostitelji prepustili prva mesta našim sosedom in tako so v kategoriji mladink slavile gasilke iz DVD Tuhovec, pri mladincih pa gasilci iz DVD Bedekovčina. Na tekmovanju so sodelovale tudi mladinke iz Sore in Zbilj. Sorke so zasedle solidno 4. mesto, medtem ko so Zbiljke pristale na 5. mestu. Na podelitvi pa so podelili še eno odličje in sicer pionirjem iz Zbilj, ki so na nedavnem državnem tekmovanju v Ormožu osvojili 2. mesto in tako postali državni podprvaki. Glede na uspehe se nam za gasilski podmladek ni treba bati. V naši gasilski organizaciji imamo 30.000 oziroma preko 30.000 mladih gasilcev, kar se kaže pravzaprav načrtno delo z mladimi, pa ne si bo na tekmovalnem delu, ki je pravzaprav tisto, ki nam prinese največ članov, kasneje tudi operativnih članov. Teh pa je v Sloveniji skoraj 50.000. Takšna tekmovanja so le delček tega, kar mladim gasilcem daje znanje in izkušnje za čas, ko bodo prešli v operativne vrste. Prav tako to soboto je v športni dvorani potekalo že 15. srečanje vojnih invalidov in njihovih svojcev z cele Slovenije. Hkrati je bil to tudi uvod v praznovanje 20-letnice ustanovitve društev in zveze. Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je bila namreč ustanovljena konec leta 1994 in združuje 15 društev vojnih invalidov, v katera so sedaj včlanjeni vojaški vojni invalidi iz 2. svetovne vojne in vojne za Slovenijo leta 1991, vojaški mirodobni invalidi, vdove po padlih v vojnah in vdove po umrlih vojnih invalidih, v manjšem številu pa tudi civilni invalidi vojne in delovni invalidi ter drugi člani prostovoljci.
Soorganizacijo tokratnega srečanja je prevzelo Društvo vojnih invalidov Ljubljana, v kulturnem programu pa je nastopila godba Medvode, sekcija ustnih harmonik Hudo Oton Župančič Cora in ženska vokalna skupina Medenke. Slavnostna govornica je bila podpredsednica Državnega zbora Renata Brunskole. V nedeljo smo ponovno vabljeni na volišča. Tokrat naj bi državljani na referendumu odločili o tem, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o arhivih iz leta 2006, torej iz obdobja Janševe vlade. Medvoška SDS je tudi pobudnica referenduma, je v ponedeljek v sejni sobi občine Medvode pripravila pogovor z jasnim naslovom Referendum proti zapiranju arhivov, proti zanikanju resnice. Na pogovoru sta sodelovala raziskovalec in publicist Igor Omerza in članica SDS v razpuščenem državnem zboru Alenka Jeraj. Nedeljsko referendumsko vprašanje se bo glasilo: ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014. Odgovor predlagatelja, torej vlade, je jasen. Da, odgovor sodelujočih na tokratni okrogli mizi pa je bil prav tako jasen. Obkrožiti je potrebno proti spremembam zakona iz leta 2006, saj je ta dober. Mi smo spremembo zakona o arhivih že zavrnili leta 2011. Ocenjujemo, da so naši arhivi odprti in da je to prav, podobno kot češki veljajo ta trenutek za najbolj odprte arhive. Ta vlada meni drugače, očitno se bojijo, da bi lahko kaj pomembnega še izvedeli iz dokumentacije, ki je ostala kljub velikemu uničenju v 90-ih letih. Temu je pritrdil tudi publicist Igor Omerza, ki je zbranim predstavil celotno kronologijo teženj po spremembi obstoječega zakona. Zato so še vedno živi vplivni ljudje, ki jih lahko boli glava, če se bodo kakšne stvari še razkrivale, tako kot so se doslej začele. In mislim, da je to glavni razlog, da je strah nekaterih, da bi se z natančno proučitvijo celotnega arhiva prejšnjega režima prišlo do mnogih neljubih resnic. Nasprotno pa vlada dokazuje, da bodo po spremenjenem zakonu arhivi še bolj dostopni, saj ne bi odpravili vse stopnje tajnosti za arhivsko gradivo, ki je nastalo pred marcem 1990. Gre predvsem za arhive službe državne varnosti, UDBE, tajne policije. Pa vendarle, kot pravi Omerza slikovito, ja, po obstoječem zakonu sem imel eno klobaso, ki sem jo lahko jedel. Po spremembi pa bi imel dve, ki pa jih ne bi mogel jesti. Mi smo proti noveli zaradi tega, ker po eni strani izenačuje storilce in žrtve. Prejšnji zakon, torej sedaj veljavni zakon iz leta 2006 je ločil, da se mora varovati osebne podatke žrtev, ker res ne bi bilo primerno, da jih ponovno izpostavimo, ne pa tudi krvnikov oziroma storilcev kaznivih dejanj. Mi ocenjujemo, da bi morala biti ta kazniva dejanja torej tudi obravnavana tako, kot v resnem pravosodnem sistemu stvari tudi funkcionirajo. Zakon iz leta 2006 je namreč ščitil le občutljive osebne podatke žrtev, spremenjen zakon pa tudi storilce kaznivih dejanj. Uvaja namreč anonimizacijo ali prekrivanje občutljivih osebnih podatkov v obojih. Res pa, da za občutljive osebne podatke ne šteje več, na primer političnega prepričanja, kar naj bi po mnenju vlade pomenilo še večji obseg dostopnega arhivskega gradiva. Nasprotniki sprememb pa ocenjujejo anonimizirano arhivsko gradivo za neuporabno. Hkrati opozarjajo na dve dejstvi, da anonimizacija oziroma prekrivanje občutljivih osebnih podatkov v vsem arhivskem gradivu ne bo potekala le 3 leta, ampak več kot 100 in da že sicer za to opravilo, anonimizacijo in digitalizacijo vlada ni zagotovila potrebnih 600 000 evrov. Meni, da bodo zdaj mogli arhivarji vse te škatle, ki jih mi naročamo, tisoče strani natančno pregledati, počrnjevati, izločati in tako naprej, kar bo izjemno upočasnilo dostop do dokumentov službe državne varnosti, se pravi bivše tajne politične policije, pa tudi partije, pravosodnih organov in tako naprej. Drugi argument pa je, da se na ta način z novelo otežkoča publicistom, novinarjem in drugim, da dostopajo do gradiv, namreč zahteva se, da bo moral raziskovalec že natančno vedeti, kaj želi raziskovati, napisati bo moral elaborat o tem, kaj raziskuje. Skratka, neke neprimerne zahteve in
neka administracija samo zaradi administracije, zato je treba biti proti. Žesica Romer zameni, da mu bo po novem dostop do neprekritega arhivskega gradiva sploh onemogočen, saj nima statusa raziskovalca ali novinarja. Mislim, da mi bojo vzeli neko dovoljenje, ki ga imam za neomejen dostop, ker tudi zaostrujejo pogoje, pod katerimi lahko komisija ti da dovoljenje, da nisi podvržen temu počrnjevanju. Vzpostavljajo pogoje, ki jih jaz ne morem doseči, tako da pričakujem, da ne bom več mogel tako raziskovati kot doslej. V SDS so prepričani, da je referendum potreben, kljub dodatnim stroškom, saj imajo nekateri ljudje še vedno prevelik vpliv, hkrati pa jih krivijo tudi za stanje v državi. Tisti, ki jih velikokrat omenjamo, torej Janez Zemljarič zagotovo, Silvo Gorenc, ki je tudi zdajle v bistvu že ovaden, potem tudi Drago Isajlović, to so vsi nekdani načelniki UDBE, tisti, ki so se podpisovali pod likvidacije in ti se zagotovo bojijo razkriti. Pa morda arhiv ne bo razkril tudi mogoče iz vaših vrst sedaj SDS-a, koga, ki je sodeloval z UDBO? Lahko da bo in to je tudi prav, da se potem odkrije in da ljudje odgovarjajo za dejanja, ki so jih storili. V SDS so si sicer ves čas prizadevali, da bi referendum potekal skupaj z volitvami v Evropski parlament ali pa jeseni ob lokalnih volitvah. Obakrat bi bili stroški nižji, volilna udeležba pa najbrž višja, kot bo sedaj, vendar s predlogom niso uspeli. Dejstvo je, da je tokratni referendum o arhivskem gradivu tudi preizkusni kamen tako imenovanega zavrnitvenega referenduma. Spremenjena zakonodaja namreč določa, da bo spremenjen zakon na referendumu zavrnjen, če proti njem glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Če torej predlagatelj referenduma SDS želi v nedeljo uspeti, mora besedo proti obkrožiti okoli 342 tisoč volivcev. Zadnji četrtek v maju je bil za Pirničane prazničen. S prireditvijo z naslovom Odprta vrata Pirnič so odprli nove prostore Doma krajanov, ki so razveselili mnoge organizacije in društva, ki so svoje domovanje našli v tej stavbi. Prostore sta odprla župan Stanislav Žagar in predsednica Krajevne skupnosti Pirniče Nada Prešeren. Večinski delež finančnega vložka v najnovejšo fazo dodelave Pirniškega doma krajanov je po propadlem projektu sofinanciranja iz evropskih sredstev po odločitvi občinskega sveta namenila občina Medvode in sicer v višini 46.500 evrov, približno 2.000 evrov pa je primaknila še Krajevna skupnost Pirniče. Tako se je uredilo stopnišče, ki vodi do prostorov baletne šole Stevens, zgornji hodnik, sejna soba in terasa, ki bo v prihajajočih tednih prejela še ograjo, zamenjala so se okna in vrata. Tega dneva smo se veselili že dolgo, smo kar nekaj časa bili skeptični, da ga sploh ne bomo dočakali, pa smo ga le. Nekako smo si zamislili, da bi ob nekako dokončanju vsaj tele prve faze obnove vseeno naredili eno prireditev, s katero bi našim krajanom pokazali, da se zadeve premikajo, da bi jih povabili in pokazali prostore in jih na ta način mogoče tudi spodbudili k še bolj aktivnemu delovanju v naši stavbi. Ja, zdajle se moramo vsekakor občini zahvaliti za razumevanje, da je sploh pristopila k temu, da se je ponovno adaptacija začela. Ker zdaj par let so bile zadeve vsekakor v povsem mrtvem toku. Tako da zdaj nekako stvari se premikajo, so se začele premikati v eno pozitivno smer, tako da upamo, da bo. Bo pa do pridobitve vseh dovoljenj žal še dolga pot. Da je bil denar racionalno porabljen, je izpostavil župan v svojem nagovoru in obljubil, da bo občina tudi v prihodnje poizkušala najti sredstva za dokončanje doma. V časih krize kultura, neka duhovna hrana je potrebna. Takrat, ko manjka prave hrane, je duhovna hrana zelo pomembna za ljudi, ki so v stiski in zato kultura pač more živeti in jo je treba podpirati. Kulturni program so sooblikovali člani KUD-a Pirniče in baletne šole Stevens, ki so tudi sicer tisti, ki bodo najbolj pogosto koristili nove prostore.
Tako kot sem že nekako v nagovoru malce omenila, si mi želimo, da bi se v tej stavbi dogajale različne aktivnosti. Ne samo gledališka dvorana, ampak da bi tukaj delovala tudi nekako druga društva. Zato smo zelo veseli tele nove sejne sobe, za katero si predstavljamo, da bi v njej lahko potekala različna srečanja, predavanja, kakšni seminarji mogoče. Večinoma smo nekako zastavili zadevo tako, da bi naša društva to lahko uporabljala brezplačno in bi lahko organizirala svoje dejavnosti. Bi pa prostor seveda bil možen tudi za uporabo v tržne namene, naprimer za kakšne zabave, mogoče rojstnodnevne ali kaj takega, ali pa za kakšna izrazito komercialna predavanja, no tisto bi pa potem nekaj zaračunavali, neko manjšo najemnino. S tem pa so se pravzaprav dela končno pričela premikati z mrtve točke, na kateri so zastala po nesrečno propadlem načrtu obnove stavbe pred skoraj 10 leti. Je seveda, ker je bil zastavljeno tako obširno, kot je tudi predsednica rekla, ne? Ampak tisti čas so bili malo boljši, smo se pač dogovorili, da se bo zadeva počasi urejala, no da smo uredili avlo, spodnji del, zgornji del, tako da mislim, da je vhod dostojen. Seveda, jaz upam, da čim prej, z leti se bo uredilo tudi ostalo, mogoče fasada, nekaj so predodeli tudi že baletniki, gospoda in gospe Stevens, tako da jaz moram reči, da so krajani veseli, spet sem tudi jaz in moram reči, da tudi zame danes dvojni praznik. Tisti prvotni gradbeni načrt je bil do take mere spremenjen, da po tistem gradbenem načrtu se ne bo dalo delati. Zdaj, ko so bili vlagani zahtevki za pridobitev evropskih sredstev, so bili sicer neki novi načrti narejeni, ampak tisti ne bodo mogli biti realizirani v tem obsegu. Tako da mislim, da je to spet zalogaj za občino, da bo enostavno treba tiste načrte spremeniti, jih prilagoditi realnim možnostim in potem na osnovi tega vložiti en tak realen in izvedljiv načrt. Se pa nedvomno da tisti načrt spremeniti do take mere, da bi prišel do neke vsote, na osnovi katere bi se potem morebiti pa res dalo gradbeni načrt in pa uporabna dovoljenja pridobiti. Bo pa to še dolg projekt. Ustvarjalci kulture v Pirničah so prireditev zaključili z mislijo: kultura je naša vrtnica, negujmo jo, odgovorni smo zanjo. K lažjemu negovanju bodo gotovo pripomogli tudi novi prostori. Že v prejšnjih oddajah smo poročali o tem, da so položnice javnega podjetja Vodovod Kanalizacija na visoke obrate spravile vse krajane v občini Medvode, ki svojih stanovanjskih objektov še nimajo prikropljene na javno kanalizacijo, ker ta še ni zgrajena ali pa je tudi nikoli oziroma vsaj do konca leta 2017 ne bo. Poročali smo tudi o dokaj pavšalnih pojasnilih javnega podjetja, ki se ves čas sklicuje na državno uredbo, medtem ko nam občinska uprava in župan Stanislav Žagar namesto svojih pojasnil prepošilja odgovore podjetja Vodovod Kanalizacija. Največ nejevolje in največji odziv tudi v pisni obliki smo zabeležili v vaški skupnosti Studenčice in krajevni skupnosti Smlednik. Je bilo pravzaprav lahko rečem, da takšnega navala vprašanj strani krajanov v teh 4 letih še ni bilo in kar se mi zdi precej razumljivo, ne? Ker če stopimo en korak nazaj in pogledamo, dejansko vse skupaj izgleda tako, da so ljudje brez kakršnekoli obrazložitve pač prejeli eno novo položnico, tisti nekateri še niso opazili, ker so pač enostavno mislili, da je položnica za vodo, potem so ugotovili, da dobivajo za to položnico od Komunale Kranj in na to so se seveda začela vprašanja, kaj pravzaprav plačujemo. Najbolj sitno je pravzaprav to, da krajevne skupnosti, niti občinski svet o tem nismo prejeli nobenih informacij. Dejstvo, do katerega pa smo se vendarle v tem mesecu dni prebili, pa je, da je prav župan tisti, ki je kot predstavnik občine Medvode v svetu ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v javni holding Ljubljana potrdil VOKIN elaborat, ki med drugim določa ceno, način in količino čiščenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Dejstvo je, da je občinski svet z odlokom pred 2 letoma potrdil javno podjetje VOK za edinega koncesionarja, ki lahko opravlja to storitev na področju naše občine. Dejstvo je tudi, da državna uredba določa, da se morajo greznice čistiti vsaj enkrat na 3 in male komunalne čistilne naprave na 2 leti. Dejstvo je tudi, da se za osnovo zneska uporablja količina porabljene vode oziroma določen pavšal, če gospodinjstvo ni opremljeno z vodomerom. Žal je v državni uredbi določeno tudi mesečno plačevanje te storitve. Za nas in tudi številne občane, ki so se v teh dneh obrnili tudi na našo televizijo, pa je sporno tisto, kar v državni uredbi ni napisano, torej cena odvoza vsebine iz greznic ali male komunalne čistilne naprave
in pojasnilo, da občanom v zameno za preplačilo pripada enkrat na 2 leti odvoz vsebine iz male čistilne naprave oziroma enkrat na 3 leta odvoz vsebine iz greznice in to ne v celoti, ampak le 1/3 oziroma največ do 5 kubičnih metrov. In to ne glede na to, kolikšen je mesečni znesek na položnici, torej ne glede na to, ali smo za to storitev v 3 letih plačali 300 ali 600 evrov. Na večkratno ponovljeno vprašanje smo šele danes dobili zagotovilo, da nam te storitve, če enkratno praznjenje v 3 letih ne bo dovolj, ne bo potrebno še dodatno plačevati in tudi, da je svet ustanoviteljev elaborat Voke potrdil soglasno. Očitno bosta občinska uprava in župan nekaj odgovorov morala občinskim svetnikom vendarle posredovati že na torkovi seji sveta. To točko bo župan, saj tako je menda obljubil, naknadno uvrstil na dnevni red seje, sicer bi jo svetniki sami, na pobudo svetnika Nejca Smoleta. Glejte, to je vseeno ena nova dajatev, ki so jo naši ljudje dobili. O tem niso bili obveščeni. In če bi karikiral, bi rekel, da se počutijo kot bebčki, ker enostavno jim pošljemo, oziroma jim Voka pošlje položnice, oni pa ne jih plačajo in ne sprašujejo, zakaj točno jih plačujejo. Torej, če niso v stanju poslati enega dopisa zraven prve položnice, v katerem argumentirano pojasnijo celo stvar, potem to dosti pove tudi že o samem podjetju, mogoče tudi nekaj v naši občini. A ne? Zakaj o tem ni bil obveščen občinski svet? Gre za eno novo dajatev, v kateri jaz mislim, da bi občinski svet moral odločati. Ne gre za spreminjanje že obstoječih cen, a ne? Ampak se pogovarjamo o nečem popolnoma novem. Tako da tukaj se moje razumevanje in pa tolmačenje Voke zelo močno razlikuje. A ne? In tretje vprašanje, ki je tudi povezano s pravom, če se že o tem pogovarjava, je o tem, zakaj preplačujemo eno storitev. Tukaj pa, če še vse ostalo prej nekako lahko prežalvamo, ne? Mi pa tukaj vsa logika odpove. Smleški pritrkovalci letos praznujejo 50 let svojega delovanja. V ta namen pa so pretekli teden v prostorih kulturnega doma v Smledniku podelili zahvale in priznanja članom in podpornikom. Ob obletnici so se poklonili tako članom, ki so s svojim delovanjem pričeli že pred 50 leti, kot tudi podmladku, ki nadaljuje tradicijo pritrkovanja. Edina pritrkovalska skupina v Medvodah se lahko pohvali z mnogimi nastopi izven meja naše občine. Zadnja leta jih obiskujejo tudi iz sosednjih držav. Pritrkovalci iz Smlednika so svojo pot začeli v maju pred 50 leti, ko se je skupina mladih, najstarejši med njimi je obiskoval prvi letnik poklicne šole, vsak dan srečevala in vadila v zvoniku. Začeli smo tako, da smo prvo se učili doma, na železnih ceveh smo se učili pretrkavati, da smo ritem dobili, smo imeli tako obešene, da smo na nje tolkli s takim železnim palcem in ko smo to dobili, so nas starejši pritrkovalci prepustili v zvonik, so nam tudi povedali, recimo zanimiv primer je, kad se je kakšen rad pohvalil, da bo novemu pritrkovalcu nekaj povedal in je rekel, lej, greš gor, primeš za kembel in takrat udaraš, kad oberen druhne in slih prav udaril. Za praznovanje jubileja so v domačem kulturnem domu, kjer tudi vadijo, pripravili krajšo prireditev. V zahvalo za pomoč in sodelovanje so priznanje in zahvale podelili nekaterim svojim članom, pobratenim pritrkovalskim skupinam ter organizacijam v kraju. Med prvimi člani je bila tudi Marija Oblak, ki jo pritrkovalci štejejo za svojo najstarejšo članico. Ja, jaz sem tukaj gor rasla, ne sem zdaj, to je šel kujic mladega, smo zmeraj hodili v kulturna, pa zvonili, pa vse sorte je boke, ne. Oče mu je tudi pritrkal, pa seveda vojska prišla, se je pa nehal tam malo. Po vojski pa vse skup minul, ne, moških ni bilo, ne vem, kar poniknili so, sem jaz rekla, ne. Pa ko sem pa to, jaz sem pa skozi bila, sem pa kar začela pretrpati, no, kakšen mežnar je včasih prišel iz podružnice, ne, da sem se sploh naučila, da je tam. Tako da smo pa kar vesele, sem pa mija tukaj. Pritrkavanje kot ohranjanje kulturne dediščine nadaljuje tudi mlajša skupina, ki trenutno šteje 5 članov.
Strinjajo pa se, da je njihovo delo danes v nekaterih pogledih lažje kot delo njihovih starejših kolegov pred 50 leti. Ja, vsekakor je glede tehnične izvedbe danes vsekakor lažje. Glede na nekoč so bili kembli težji, zvonarska oprema je bila drugačna, tudi pogon zvonov je bil drugačen. Danes pa je to precej izpopolnjeno, kembli so lažji, tako da nam omogočajo tudi precej lažje pretrkavanje in izvabljanje gostejših in lepših melodij iz zvonov. Tako da v tem pogledu sigurno za nas lažje. Po drugi strani pa prihaja tudi do številnih neodobravanj, mogoče do samega pretrkavanja, tako da je velikokrat pride tudi do kakšnih nesporazumov, tako da ni vedno samo lažje, ampak po drugi strani tudi težje za nas. Za eno najbolj aktivnih kulturnih skupin v naši občini sezona traja celo leto. Trenutno so se vrnili z gostovanja v Avstriji, bliža se še pokrajinsko srečanje pritrkovalskih skupin, za letos pa načrtujejo še vsaj en obisk Hrvaške. Poslanstvo cerkve je med drugim tudi skrb za uboge. Enkrat letno pa je v navadi, da po župnijah pripravijo maše za bolnike in ostarele, torej tiste, ki se sicer ne morejo vsako nedeljo udeležiti bogoslužja. Tako je bilo tudi v Smledniku preteklo nedeljo. Sveto mašo za bolne in ostarele je v župnijski cerkvi svetega Urha daroval kanonik Anton Rojc, vsem navzočim pa je bil na voljo tudi prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Že nekaj let prihajam semkaj na ta dan in vedno znova sem presenečen nad živahnostjo ljudi, ki se srečujejo na ta dan. To so starejši, morda celo bolehni ali bolniki, ampak vendar z nekim optimističnim gledanjem na življenje. Sprav enkrat na leto pa res naredimo tako, da imamo zunanja slovesnost, tako da nekako tudi tisti pridejo lahko nekaj drugačne morajo k maši sami hoditi, pa potem svojci pripeljejo, ampak letos so še posebej povabili smo tudi tisti pridete, ki vsako nedeljo lahko prijete k maši, ne? Ker starejši končen so pač en tak, bi rekel, steber cerkve, ne? Ker je pač taka situacija, ne? Da mlad človek navadno bolj misli na svoje tele trenutne težave življenjske, kako se bo afirmiral, kako bo službo dobil in podobne stvari. Starejši človek je pa že umirjen, pa toliko bolj lahko ima priložnost, da razmišlja tudi o drugačnih stvarih, a ne bolj duhovnih. Po maši pa so prostovoljke Karitasa Smlednik pripravile pogostitev v dvorani kulturnega doma, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli člani Smleškega žarka in lokalni ansambel Taktik. Tega se vsako leto zelo veselimo. Kakor vidite, je tudi obisk vsako leto večji in to nam je v veliko veselje. Mi v bistvu pristopimo z veliko željo, da bi jih čim več prišlo. Tudi same jih povabimo, pripeljemo, tako da to je prva stvar. Druga stvar je pa ta organizacijski del, ki ga pa pravzaprav zdaj že čisto vladamo. Ja, fajn je to, zelo. Pa tokle nas je malkrat, 20 let nas ne bo toka, ne da ne. Ne. Ja, ne. Dober je. Se saj mehen vidimo odkola. Lepo. Dopolne sem na kosilu, popolne me je sin sem pripeljal lepo, prav, zadovoljna. Prijetno preživeti dan torej, tako zagnanih prostovoljk kot zadovoljnih udeležencev, zahvaljujoč vzornemu dejanju medgeneracijskega sodelovanja in pomoči. Tudi v občinskem odboru SDS Medvode so se odločili, da bodo prisostvovali humanitarni akciji za pomoč žrtvam poplav v Bosni in Hercegovini. Na občinskem odboru SDS na IO-ju smo se odločili, da bomo podarili žrtvam, dobesedno žrtvam, pomoči potrebnim. V bistvu mi smo zbrali čestila in jih bomo dal za pomoč.
Prispevali so za 200 evrov materialnih sredstev, večinoma čistil. V javnosti so se pojavili očitki, da SDS humanitarne akcije izrabljajo v politične oziroma propagandne namene, kar pa člani stranke odločno zanikajo. V takih akcijah je marsikaj tudi kakšne take so neumnosti, ampak tako kot smo včeraj je bilo tudi na nacionalni, je bilo rečeno, da to se pač dogaja, ampak to je tako v majhnem številu, tako da bistvo je to, da se pomaga, ne? V soboto so v Bosno odpeljali že 12. tovornjak z različnimi sredstvi za pomoč vsem prizadetim v poplavah. Zato so se pobudniki akcije odločili, da bodo humanitarno akcijo podaljšali. Eni donatorji dodatni so se pojavili zdaj proti koncu, tako da zdaj razmišljamo, če bomo podaljšati ali ne, najverjetneje, da bomo kar podaljšali. Organizatorji akcije so pohvalili odziv občanov ter dodali, da se je humanitarne baze pri medvoški železniški postaji udeležilo ogromno število Slovencev iz različnih krajev. V galeriji Jedro so v petek odprli razstavo medvoškega slikarja Zorana Lesjaka. Razstavo sta popestrila še akademski glasbenik Marko Mozetič in DJ Plesti. V petek so v galeriji kluba Jedro odprli še zadnjo razstavo v tej sezoni. Tokrat se je predstavil medvoški umetnik Zoran Lesjak. Predstavil se je z različnimi slikami iz svojega preteklega umetniškega opusa, čeprav je bilo prvotno mišljeno, da se bo predstavil z razstavo kolažev. Nameraval sem narediti pač eno razstavo kolažev, pa sem jih pa dal skupaj, pa še malo slik zraven, pa sem ugotovil, da boljš, da naredim mogoče rajš malo več slik, kakor pa kolažev. Ne. Ni šlo skupaj. Ne. Najstarejše po moje 2001, so one tamle triptih. Drugače pa najnovejša je pa tale tamle, ne, je pa še skoraj sveža. Ne. Lesjak je skupaj z lokalnimi umetniki pred kratkim ustanovil tudi Društvo veselih umetnikov, s katerim že načrtujejo številne umetniške projekte. Ta prva stvar, ki bi radi naredili, mogoče, da bi se naredila neka iniciativa, da bi postavili novo rotorjevo kuglo, ne, v Medvodah, ker se mi zdi pač to v bistvu za moje pojme en tak velik manko, ne, pač sploh, glede na to, da je on v bistvu neka persona svetovnega formata, ne, se mi zdi čuden, ne, da tega sploh še ni. Ne. Poleg likovne umetnosti se Lesjak ukvarja tudi z videoprodukcijo oziroma s filmom. Tudi na tem področju lahko kmalu pričakujemo nove produkte. Delam pri filmu že kar skoraj 10 let. Ne. Zdaj, zadnji film, ki smo ga delali z Mihom Knificem, sem bil v scenografiji. Zdaj trenutno se pripravlja še neka grozljivka, prva slovenska, tako da tudi nekaj tam zraven, same take neke čudne variante v pismu. Razstavo sta popestrila še DJ Plesti in akademski glasbenik Marko Mozetič, ki nam je tokrat na akustično kitaro zaigral kratki opus avtorskih skladb. Mozetič je v preteklosti že sodeloval z različnimi medvoškimi umetniki, aktiven pa je tudi pri 2 glasbenih projektih. Trenutno imam 2 aktivna projekta, to je Teater Kvartet, gre za zasedbo kitara, harmonika, violina, kontrabas. Igramo crossover, pač gre za moje aranžmaje, moje kompozicije, akustična verzija. Drug projekt je pa seveda kot mladi očka, sem napisal glasbo za glasbeno pravljico Tinca Binca in njena violinca, kjer igra tudi Lidija Sušnik, poznana tle iz Medvod. To sta 2 zdaj trenutno najbolj aktivna projekta. So pa še drugi, ki igram v različnih zasedbah, kamor me povabijo. Mozetič je še posebno pohvalil kulturno in mladinsko dogajanje v Medvodah, ki se očitno razvija na višjo raven. Mene zdaj nekaj časa v Medvodah ni bilo, mislim, nekih 5-6 let. In zdaj, ko sem prišel, sem čisto presenečen pozitivno nad sceno v Medvodah, sploh tle v Jedru. Sploh imate, oziroma jaz sem staroselc, lahko rečemo, imamo, ne, super delavnice. Ne. Jaz, ko sem bil recimo star 15 let, tle ni bilo nič, ne. Tam smo bili od spodaj v Sovi, itak so nas imeli na pol za drugaraše. Zdaj pa tle res nek nivo rato kulturni, ful dobre delavnice, kvalitetne delavnice, kvalitetni avtori. Ena izmed njih je tudi, ki jo ima Benjamin za audiotehniko, ki jo tudi sam obiskujem. In mislim, da lahko mladi to znanje dobite, oziroma da mladi med sabo to znanje širimo en do drugega, se mi zdi to res ful dobro in ful prihodnost.
Minulo soboto in nedeljo je v Hrastniku potekalo regijsko srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin Osrednje Slovenije. Strokovni selektor Gašper Jarni je izmed 26 predstav, ki si jih je ogledal na območnih srečanjih, za regijsko izbral 4 najboljše in med njimi sta bili kar 2 predstavi Kuda Fofite. Selektorja je igralska skupina Kuda Fofite prepričala tako z ljudsko veselo igro o ljubezni Simona Goričana, Anžeja Micka, ki so jo na oder postavili konec leta 2013, kot z letošnjim omnibusom 5 enodejank sodobnega ameriškega pisca Davida Ivesa pod naslovom Ujeti pravi čas. Obe je režiral Branko Kraljevič. Na regijskem srečanju so podelili tudi 4 enakovredna priznanja igralcem, 2 za ženski in 2 za moški vlogi. Za vloge v obeh medvoških predstavah je bil nagrajen in to ne prvič tudi Jure Galičič. No, lep uspeh je bil že to, da smo se z 2 predstavama uvrstili, ko pa pač nekdo od naših, ali pa če sem pač to jaz, dobi priznanje za svoj vložen trud, je pa to zagotovo lep občutek. 2 predstavi na en mah, skoraj da. Katera izmed teh 2 predstav je vam bolj pisana na kožo, oziroma kje se bolj najdete, oziroma kje vas je selektor bolj našel? Jaz se mogoče bolj najdem v komediji, to se pravi Anžetu in Micki, ker sem tak po naravi. Večji izziv mi je bila pa druga predstava, torej Ujet pravi čas, ker je šlo pač za skupek 3 popolnoma različnih vlog in to je bil pač svoj vrsten izziv. Selektor je nagradil pač moje udejstvovanje v obeh predstavah. Pač po pogovoru z njim bi pa zelo težko izluščil, kje je bolj užival. Vseslovensko Linhartovo srečanje ljubiteljskih gledališč bo konec septembra v Postojni. Katere predstave pa se bodo uvrstile nanj, pa je v rokah strokovnega selektorja, ki si mora predtem ogledati prav vse predstave uvrščene na ostala regijska srečanja. Vrhunec tekmovalne sezone trenutno obeležijo prstometaši. Prejšnjo sredo je bil na Senici odigran 4. krog ligaškega tekmovanja Prstometne organizacije Slovenije in kot je bilo pričakovati, so se člani športnega društva Senica znova izkazali kot odlični gostitelji, nekoliko presenetljivo pa tudi kot nepremagljivi tekmeci. 22 članov sekcije za prstomet iz športnega društva Senica je razporejenih v 3 tekmovalne ekipe. Ena tekmuje v prvi, drugi 2 pa v drugi državni ligi. Izredno močni smo, samo včasih imamo smolo, da ploščkovna razlika je nas tista, ki nas oddalji od prvega ali pa drugega mesta. Po 4. krogu tekmovanja, ki je bil minulo sredo odigran na Senici, prvoligaška ekipa Lotrič zaseda 4. mesto na lestvici 14 ekip. Med 69 posamezniki je trenutno vodilni Andrej Kunstelj. Njegova taktika za naslednja tekmovanja ostaja preprosta. Probati vse zmagati. Če pa to rad ali pa ne vemo, ker to včasih lahko samo en plošček je lahko odločilen in izgubiš. Tudi med drugoligaši imamo Medvoščani trenutno vodilnega predstavnika. Nekdanjemu kegljaču Miodragu Milašinoviću je z rednimi treningi v lepo v drugem letu med 51 posamezniki uspelo sesti na ligaški prestol. Kakšen je vaš recept za dober in natančen met? Trening pa mirna roka. Član sniške ekipe DAF, ki se po 7 drugoligaških krogih nahaja na 3. mestu, se takoj zatem spomni še na psihološko komponento. Nimam treme. Nimam treme, to je to. Konstanten napredek se 2-krat tedensko kuje na večurnih skupnih treningih. Čedalje uspešnejši sniški prstometaši v 5. tekmovalni sezoni, tako vsaj med posamezniki, popolnoma obvladujejo slovensko konkurenco. Ja, očitno smo zelo prizadevni, se tudi vidi, da 2-krat na teden oziroma celo 3-krat na teden treniramo. Če rečemo v torkih in petkih po 3 ure, ob nedeljo 2 ure, tako da rezultati tudi morajo prideti. Kakšen je zdaj recept za dober met? Zbranost pa in premišljenost. 3. sniška ekipa Procesi se s tekmo manj po 7 krogih nahaja na 10. mestu. A možnosti za dokazovanje bo letos še dovolj, saj bo tekmovalna prstometna sezona po vzoru nogometašev razporejena tekom celega leta.
Na državnem prvenstvu v mnogoboju, ki je minulo soboto potekalo v Celju, sta odlično nastopili članici atletskega kluba Medvode. Varovanki trenerja Francija Bohinca, Laura Knific in Taja Ločniškar sta po teku na 60 in 300 metrov ter skoku v daljino in metu vorteksa zmagali v konkurenci U12. Kolesarka Špela Keren se je izkazala na dvodnevni dirki v Stuttgartu. Na kronometru na 12,8 km razdalji je slavila nemška kolesarka, Pirničanka je bila med 90 tekmicami 32. Dan kasneje je na 108 km razdalji napredovala na 23. mesto. 1. junija je izvršni odbor Združenja za gorske teke potrdil ekipo, ki bo našo državo 12. julija zastopala na Evropskem prvenstvu v Franciji. Del 12-članske tekmovalne ekipe je tudi Medvoščanka Naja Kršinar, ki bo nastopila med članicami. V 25. krogu 3. slovenske nogometne lige Zahod je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode zabeležila poraz, gostitelj NK Rudar Trbovlje je bil tokrat boljši z 1-0. Selekcija v 15 je proti Olimpiji zabeležila remi oziroma osvojeno točko. V 13 je proti ekipi Dragomer osvojila 4 zmage oziroma maksimalnih 12 točk, v 11 je v gosteh visoko premagala Kresnice, v 10 pa je z 2 zmagama in porazom osvojila 6 točk. V Medvodah je po vozišču padel mopedist in pri tem dobil hude poškodbe. V Medvodah je tokrat prišlo do nekoliko neobičajne tatvine, nekdo je namreč ukradel perilo. Prav tako v Medvodah so policisti obravnavali kaznivo dejanje mučenja živali in to kar 2-krat. V Rakovniku je nekdo poškodoval tujo stvar, na Senici pa so policisti obravnavali kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja. V Vikrčah na poti z Grmade je planinec zdrsnil z markirane planinske poti in pri padcu dobil tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrl. Zaradi nedostojnega vedenja na javnem kraju pa so policisti v Medvodah pijanemu kršitelju izdali plačilni nalog. Ob koncu oddaje še povabilo na številne prireditve v naši občini. Razpored in vabila si lahko ogledate na naših videostraneh. Če boste katero zamudili, pa si oglejte našo naslednjo informativno oddajo, v kateri bomo poročali o vsem, kar se dogaja v Medvodah in okolici. Prijeten večer vam želim še naprej in nasvidenje do prihodnjič.